Gospodarstvo je osnova vsega. Če bo gospodarstvo dobro delovalo, potem bodo delovali tudi drugi podsistemi, od pokojnin, če hočete, zdravstvenega sistema, šolstva, in zato mi temeljni poudarek dajemo prav v gospodarstvu. Enega izmed prvih ukrepov, ki jih bomo zagotovo storili, je, da bomo razbremenili plače, tako da bodo neto plače višje, bruto plače bodo ostale enake. Torej, obremenitev za gospodarstvo se ne bo povečalo, bo pa se povečala kupna moč ljudi. Kako bomo to storili? Dvignili bomo splošno dohodninsko olajšavo sedanjih 3.500 evrov na približno 8.000 evrov in s tem bomo dosegli, da se bodo plače v povprečju dvignile med 50 in 150 evrov neto pri posamezniku in seveda tisto, kar se bo država pri plačah odpovedala, bo tako ali drugače dobila nazaj pri davku na dodano vrednost, ker ta dodatni denar, ki ga bodo ljudje imeli, ga bodo trošili za potrebščine, za trgovino, izlete in karkoli pri teh zadevah se plačuje DDV in tako bo država dobila ta denar. In še ena zadeva, nujno je trebno izboljšati umeščanje v prostor. Ker prav ta umeščanje v prostor je rak rana slovenskega gospodarstva, ker nekateri podjetniki čakajo za razširitev svojih hal po 10 in več let, ker se občinski prostorski načrti ne sprejemajo dovolj hitro. Tako da umeščanje v prostor bo ena iz zelo pomembnih stvari. Naš cilj je, da bi do gradbenega dovoljenja lahko prišel v enem mesecu, do spremembe občinskega prostorskega načrta pa v 6 mesecih. In še ena zadeva, ki se mi zdi pomembna, predvidljivost. Ko se tujci odločajo, ali bi prišli v Slovenijo, je za njih izjemno pomembna predvidljivost poslovnega okolja. To pomeni pa stabilnost zakonodaje, nehitre spremembe in podobno.